Če iščete ne preveč majhen avto, ki je gnan na plin, pa imate samo 10 tisočakov, nimate prav velike izbire. V bistvu je nimate sploh, samo Dacia Sandero je. Različica LPG vas bo od bencinske stala natanko 800 evrov več. Pa je vredno? Verjetno je. Investicija se vam bo hitro povrnila. Izračunal, potovalnega računalnika nima, da boste kurili 6,5 litra benzina na 100 km, plina pa slabih 8 litrov. Razlike med vožnjo ne boste opazili, čeprav boste imeli pri kurjenju plina na voljo 2 kW manj. Evo, notri ga boste spoznali samo po tem dodatnem gumbu in prikazovalniku nivoja, ki pa je zelo nenatančen, tako da boste vedeli za nivo bolj po občutku, ampak nič hudega. Itak je jasno, da se s polnim rezervoarjem plina prevozi nekje 400 km, potem pa ostane še tisti za bencin, če plina zmanjka. Fino je tudi, ker je Landirenzo sistem lepo integriran, naprimer pri točenju plina ne rabite posebnega nastavka, ampak pištolo priklopite kar direktno. Znotraj je seveda vse plastik fantastik, avto je pač poceni. Ogledala so nastavljiva ročno, volan pa pri tej opremi sploh nič. K sreči je zame kar dobro postavljen, za koga pa mogoče ne bo. Sedeža imata slab bočni oprijem, je pa tukaj velik zaslon in navigacija za celo Evropo. Pa celo tempomat ima. Hecna izbira opreme, mi je pa všeč, da Sandera daje dober občutek izdelave. Kljub poceni plastiki je dobro sestavljen. Od vsega skupaj me najbolj moti tole. Zdajle sem na avtocesti, 4000 vrtljajev, 5. prestava, pa še sam sebe komaj slišim, ko govorim. Nič, grem dol. Torej, tale nikakor ni za avtoceste, je za vožnjo do nekje 100 na uro, tako da, če se vozite večinoma po tašnih cestah, bo čisto ok. Avto ne bi bil zanesljiv, predvsem pa zelo ugoden za vašo denarnico. Točno tale stane 10.125 evrov. In evo, za pot, ki me je z bencinom stala 10 evrov, sem zdajle zapravil samo malo več kot 6. Ja, se pozna.